Dobrodošli nazaj v oddaji Aktualni dogodki. Danes se bomo dotaknili enega najpomembnejših dni v judovskem koledarju, Jom Kipurja, znanega tudi kot veliki spravni dan. To je čas globokega premisleka, pokore in iskanja odpuščanja, ko Judje po vsem svetu postijo in molijo za očiščenje grehov preteklega leta. Praznik, ki sledi 10 dni po judovskem novem letu, Rosh Hašana, predstavlja vrhunec dni kesanja in samorefleksije. Zato smo danes povabili k nam profesorja pri katedri za sveto pismo in judovstvo, docent dr. Samo Skrlovnika. Gospod profesor, dobrodošli pri nas. Lepo pozdravljeni. Bi nam predstavili zgodovino praznika? Ja, praznik kot tak, v primerjavi z drugimi svetopisemskimi prazniki, ni tako zelo starodaven. Namreč, če pogledamo svetopismo, v besedilih do babilonskega izgnanstva, zgodovinskih, preroških, ni omembe tega praznika. Tudi recimo po izgnanstvu v Ezri in Nehemiji praznika ne najdemo. Zato nekateri strokovnjaki, tudi recimo Roland Devaux, zaključuje, da ima praznik relativno mlajše korenine v primerjavi recimo s Pasho. Kdaj točno je nastal, ne vemo, se ne da čisto natančno določiti. Vsekakor pa moramo ločiti, bomo rekli, vsaj dve veliki fazi tega praznika. Ena je do leta 70, lahko rečemo, da obstaja našega časa, obstaja tempelj in po letu 70, ko templa več ni in se praznik zaradi tega tudi precej spremeni. Recimo v Novi zavezi se že imenuje praznik preprosto dan, brez določil, brez opisov in tako se imenuje, se pravi, je bil že tako prepoznan, da je preprosto samo dan se imenoval in tako se imenuje recimo v traktatu Joma v Talmudu. No, opis samega starodavnega praznika, kakor se je praznoval do leta približno 70, je opisan v 3. Mojzesovi knjigi, 16. poglavju, kjer imamo zelo zanimiv obred, ki ga je ljudstvo spremljalo oddaleč, nekako bolj v pasivni drži. Vodil ga je veliki duhovnik in njegova skupina pomočnikov. In obred je vseboval 3 živali, junca, 2 kozla. Junca in enega kozla, kar je prej določil žrebom, je daroval Gospodu za grehe ljudstva. Na enega pa je predhodno polagal roke in nanj prenesel v simboličnem smislu grehe ljudstva. Tega kozla so potem po posebni osebi poslali v puščavo, piše v Svetem pismu, k Azazelu. Ta Azazel ne vemo čisto z gotovostjo, kaj predstavlja, gre za enega demona iz starodavnih časov. Ideja je torej, da se grešnega kozla, obteženega z grehi ljudstva, pošlje nazaj k svojim izvirom puščavo, odkoder naj bi greh in zlo izviralo. In tudi polaganje rok in besedna zveza grešni kozel mimogrede izvira ravno iz tega starodavnega opisa praznika Jom Kipur. Danes je praznik precej drugačen, kot rečeno, z letom 70 se tempelj poruši, praksa se spremeni. Danes Judje prakticirajo en obred, med drugim, ki je nekako znan od 9. stoletja naprej našega štetja. Imenuje se kaparot in namesto, bomo rekli, kozla in junca vsebuje ali perutnino ali pa denar zavit v vred tako cunjo. S tem predmetom ali živaljo se določene geste naredi nad osebo, ki se želi torej spokoriti, izreče določene stavke iz Svetega pisma in potem to žival zakoljejo na tak poseben način, razdelijo denar in meso revnim in pomoči potrebnim. Prej ste omenili odpuščanje. A bi nam lahko predstavili nekaj več o kakšno vlogo igra odpuščanje znotraj tega praznika? Ja, da bomo lažje razumeli, morda en korak nazaj. Prej smo slišali, da je Jom Kipur umeščen v kontekst teh visokih praznikov, kot pravijo Judje. In 9 dni pred tem je Rosh Hašana, začetek novega leta, po judovskem liturgičnem koledarju. In mestni dnevi je torej pade 9 dni, ki jim pravijo strašni dnevi, Jomajem Norajem. In to so dnevi, ko naj bi Jud dosegel osebno odpuščanje za grehe storjene v preteklem letu. Se pravi, to je nekako zadnji poziv, zadnja možnost, da nekako človek se, kako bi rekli, stlači skozi vrata usmiljenja. Namreč pravijo Judje, da Bog na predhodni praznik, 10 dni prej,
stopi ali pa zasede prestol pravičnosti. S pravičnostjo nihče ne bi v bistvu bil odrešen, ker smo, kot pravi Pavel, vsi saj malo grešni. Zato težimo k temu z odpuščanjem, da bi Bog se, kot pravijo na Jom Kipur, presedel na prestol usmiljenja. Kako to storijo? Slišali smo, da se ta čas Jom Kipurja in predhodnih dnevov tako zaznamuje osebna pokorna drža, molitev, odpuščanje. In recimo najprej seveda prosim Boga za odpuščanje grehov, ki jih je Jud storil proti Bogu. To je na nek način med Bogom in tem posameznikom. Potem pa se je v tem času potrebno spokoriti ali pa prositi za odpuščanje tudi za grehe, ki sem jih storil zoper sočloveka. In zelo poudarjeno je v tem kontekstu, da Bog ne odpušča grehov storjenih proti sočloveku. Zato recimo je v tem času zelo tako, bi rekli, napladno, v tem času se zelo pogosto slišijo besede prosim odpuščanja, prosim odpusti mi, ker je sleherni Jud povabljen, da torej prosi odpuščanja in tisti, ki je bil torej prizadet strani drugega, da tudi grehe odpusti. In sicer nekako zanimivo takole, da seveda najprej bi naj Jud šel k tistemu, ki mu je storil škodo in ga prosil za odpuščanje. Zna se zgoditi, da ta ne bo odpustil, ne želi, morda je še ranjen, morda je še jezen in reče ne odpustim. Ta Jud se mora vrniti z 3 ljudmi kot pričami in še enkrat prosi za odpuščanje. Morda bo spet dobil negativen odgovor, zato mora še 3. ponoviti, tokrat z 6 pričami in nazadnje 4. z 9 pričami. Če na 4. prošnjo v pričo torej 9 ljudi ne odpusti, pade krivda za greh storjen, za tisti greh, ki se spokori, na tistega, ki ne želi odpustiti. Kar pomeni, da za veliko večino grehov je na nek način naravno ali pa se pričakuje, da Jud odpusti. Izjeme so v določenih primerih, ko gre za nepopravljivo škodo, ki se je naredila z storjenim grehom. Recimo zloraba dobrega imena ali pa podobni težki grehi, ki se jih ne da preprosto nadomestiti z nekim denarjem, z nekim dobrim delom, karkoli. In v tem primeru recimo je odločitev v roki oškodovanca, ali odpusti ali ne. Ampak to so torej majhni primeri, v absolutno večini primerov naj bi odpustil. Je pa še en primer, ki pa mu pravimo neodpustljiv greh, namreč vedno lahko odpuščamo samo s svojim osebnim imenom, nikoli v imenu drugega. Se pravi, če nekdo recimo, ne vem, ubije mojega brata, da bi jaz recimo odpustil greh tistemu, je nemogoče. Odpusti ga lahko samo tisti, ki ga je greh zadel. In ker je nekdo v tem primeru recimo umora že mrtev in torej ne more odpustiti, je ta greh v absolutnem smislu neodpustljiv. In tak tudi ostane in se z njim sooča torej na poslednjo sodbo. Še kot zadnje vprašanje, če nam lahko predstavite, ko imamo tukaj par različnih predmetov, kaj ti predmeti predstavljajo, kakšen je njihov pomen znotraj praznika? Na mizi imamo torej, lahko rečemo, v bistvu 3 predmete. V ozadju je menora, ki ni toliko zelo povezan s tem praznikom, ampak judovstvom na splošno. Spodaj imamo molitveni šal, talit, ki ga Judje uporabljajo ne samo na Jom Kipur, praktično jih spremlja vse življenje, še posebej ob recimo jutrnji molitvi v sinagogi. Posebnost tega praznika je, da si ga nadanejo takrat vsi Judje in ga nosijo ves dan, se pravi na Jom Kipur. In pa tudi včasih se zgodi, da si nadanejo prav posebnega bele barve, ki naj bi simboliziral to očiščenje, to novo življenje, nov začetek, ki naj bi predstavljal Jom Kipur. Je sicer značilen potem, kot vidite, ima tukaj tale črne črte, lahko ima tudi značilne take modre, take nebesno modre pravijo barve. Od to tudi izvira recimo izraelska zastava, mimogrede. Drugače ga pa krasijo cofi na vseh 4 straneh, ki se imenuje cicit. In tudi, če bi podrobno pogledali take nitke, spletene z vozli. In Judje pravijo, da je numerična vrednost, se pravi vsake črke iz cicita in plus 8 nitk in 5 vozličkov na vsakem čopku, 613, kar simbolizira celotno, vse zapovedi judovskega življenja, kar morajo Judje torej slediti in ubogati v svojem življenju.
Drugi predmet pa je šofar v dveh izvedbah. Ta manjši je ovnov, večji je od Gizele Kudu. Oba sta, bi rekli, košer, pravilna, oba se uporabljajo. Je pa res, da se morda nekako bolj med aškenazi judi uporablja ta manjši ovnov, večji pa med sefardskimi judi. Na sam praznik Jom Kipur pa ima posebej veljavo zato, ker nekako vse dni na Jom Kipur in predhodne dni se oglaša kot nekakšno, na več nivojih lahko razumem njegovo sporočilo, kot nekakšno opozorilo. Ta zvok, če ga slišimo, ni tako zelo miren, blag, tako nekako bolj grozen, drami, malo človeka zdrzne. Se pravi, ideja je, da človeka opomni, da je tik pred tem, da torej najde odpuščanje, da prosi odpuščanje, da bo torej dosegel Božjo milo, sodbo. Tako da vse dni pred Jom Kipurjem slišimo ta glas. Zadnji dan, tik pred iztekom dneva Jom Kipurja, pa slišimo eno posebno melodijo, ki naznanja, kar smo prej omenjali, to pa je, da se je Bog iz stola sodbe pravičnosti presedel na prestol usmiljenja. Ima pa še tudi druge pomene in odtenke, namreč spominja na dolgo in bogato Izraelovo zgodovino. Še posebej recimo ovnov rog, spominja recimo na očaka Abrahama, vemo, da namesto Izaka je bil potem darovan ovn. In torej spominja nekako ali pa kliče zavest, da Judje pred Bogom nikoli niso sami, da vedno na nek način lahko računajo na te zasluge ali pa dediščino svojih prednikov, vse tja od Abrahama naprej. Gospod profesor, res se vam lepo zahvaljujem, da ste bili danes z nami in nam predstavili ta praznik. Torej vidimo, da ima praznik Jom Kipur zelo bogato zgodovino in tudi še pomembnejšo sporočilo glede odpuščanja. Hvala, da ste bili danes z nami in se vidimo prihodnjič.